Zakaj Kitajska nikoli ne bo odstopila Južno-Kitajskega morja? Ali je res njihova last? Kaj je tako posebnega na tem morju in zakaj se toliko držav prepira glede tega? V tem videu bomo to izvedeli. Najprej si poglejmo zemljevid. Vidimo lahko, da se med Filipini, Vietnamom, Malezijo, Brunejem in Kitajsko nahaja ogromno morje, imenovano Južno-Kitajsko morje. Na prvi pogled se zdi, da je to le običajen del oceana. Vendar pa so v njem majhni otoki, grebeni in skale, za katere se že dolgo prepirajo nekatere države. Med glavnimi državami, ki si lastijo dele Južno-Kitajskega morja, so Kitajska, Tajvan, Vietnam, Filipini, Malezija in Brunej. Obstaja tudi spor med Indonezijo in Kitajsko glede dela morja v bližini otokov Natuna. Otoki Natuna so del Indonezije. Toda pa obstaja del morja okoli teh otokov, ki je vključen tudi v obsežno območje, ki si ga Kitajska lasti v Južno-Kitajskem morju. Toda zakaj so majhni otoki in grebeni sredi morja tako pomembni? Razlog ni samo v tem, da je pomembna sama zemlja. Ko ima neka država pravico do otoka, lahko dobi tudi pravico do dela morja, ki ga obdaja. Pravzaprav so pod nekaterimi deli tudi nafta in zemeljski plin. In predvsem je to ena najpomembnejših poti za ladje, ki prevažajo izdelke in zaloge v Azijo in druge dele sveta. Zato, ko govorimo o Južno-Kitajskem morju, ne gre le za majhne otoke, za katere se prepirajo, gre tudi za hrano, naravne vire, posel in varnost držav, ki ga obkrožajo. Eden največjih vprašanj danes je, zakaj Kitajska zahteva tako velik del Južno-Kitajskega morja? Je res vse to njihovo? Da bi to razumeli, se moramo vrniti v čas, preden so obstajale sodobne meje na morju. Stoletja so številni ribiči in trgovci iz Kitajske ter jugovzhodne Azije že prečkali Južno-Kitajsko morje. Morje so uporabljali tudi za ribolov in prevoz izdelkov na različna mesta. To je bila pomembna pot za trgovce, ki so prevažali izdelke iz Kitajske v jugovzhodno Azijo in druga območja. Obstajajo tudi dokazi, da so kitajski trgovci Južno-Kitajsko morje uporabljali že zelo dolgo časa. Eden od primerov za to je Seldelov zemljevid, star kitajski zemljevid, narejen v začetku 17. stoletja, še v času dinastije Ming. Na zemljevidu so prikazane poti, po katerih so ladje potovale iz Kitajske v različne dele jugovzhodne Azije. Na zemljevidu je mogoče videti tudi številne pomorske poti, ki povezujejo kitajsko obalo z jugovzhodno Azijo, Japonsko in Indonezijo. To kaže, da so bili kitajski trgovci dobro seznanjeni z Južno-Kitajskim morjem in da so to morje že dolgo uporabljali za trgovino. Na starem zemljevidu so vidni tudi nekateri otoki v Južno-Kitajskem morju, vendar je pomembno razumeti, da samo zato, ker je otok prikazan na starem zemljevidu, to še ne pomeni, da si ga lasti država, ki je zemljevid izdelala. V tistih časih večina majhnih otokov in grebenov v Južno-Kitajskem morju še ni bila obravnavana kot pomembno ozemlje. Veliko teh je zelo majhnih, nekatere so le skale, ki štrlijo iz morja. Nekatere pa celo potonejo, ko je plima, večina pa nima stalnih prebivalcev. Nekatera mesta uporabljajo ribiči in mornarji samo za ribolov, počitek ali zatočišče, kadar je vreme slabo. Na nekaterih otokih so našli tudi staro lončenino, kovance in druge predmete. To kaže, da so ljudje že dolgo prehajali skozi to območje. In v resnici niso bili samo Kitajci tisti, ki so uporabljali Južno-Kitajsko morje. Že dolgo so tukaj prehajali tudi Vietnamci, Malajci in drugi ljudje iz jugovzhodne Azije. Zato so Južno-Kitajsko morje v preteklosti uporabljali kot pomorsko pot in območje za ribolov. Takrat še ni bilo jasno, kateri državi pripada vsak od teh majhnih otokov. To se je spremenilo šele, ko so evropske države prišle v jugovzhodno Azijo. Ko je v 19. stoletju Francija zavzela Vietnam in nekaj sosednjih območij, so ta območja poimenovali francoska Indokina. Ker je Francija nadzorovala Vietnam, je začela tudi prisvajati nekatere otoke v Južno-Kitajskem morju. Dve najpomembnejši skupini otokov sta Paracelski otoki in Spratljevi otoki. Paracelski otoki se nahajajo med Vietnamom in Kitajsko. Spratljevi otoki pa so v južnem delu in jih sestavlja veliko majhnih otokov in grebenov. V zgodnjih 30 letih prejšnjega stoletja je Francija zahtevala nekatere dele Spratljevih otokov, vendar se je Kitajska temu uprla. Medtem ko se je to dogajalo, je Japonska v Aziji postajala vse močnejša. V 30 letih prejšnjega stoletja je Japonska zasedla nekatere dele Kitajske in okrepila svojo vojsko. Japonska je prav tako prepoznala pomen otokov v Južno-Kitajskem morju. Čeprav so otoki majhni, jih lahko vojska uporablja za letala, ladje in komunikacijo.
Zato je Japonska v poznih 30 letih prevzela nadzor nad številnimi otoki v Južno-Kitajskem morju. Ko se je začela druga svetovna vojna, je Japonska že obvladovala velik del tega območja. Toda, leta 1945 je bila Japonska poražena in se je predala. Zato je morala prepustiti otoke in druga območja, ki jih je zasedla. Tukaj se je začela nova težava. Japonske ni bilo več, vendar je veliko držav trdilo, da imajo pravico do teh otokov. Med njimi sta bila Kitajska in Vietnam. Tudi Francija je takrat imela zahtevek, saj je še vedno nadzorovala Vietnam. V naslednjih letih so tudi druge države jugovzhodne Azije podale svoje lastne zahtevke. Zato je postalo spor glede Južno-Kitajskega morja še bolj zapleteno. In tukaj se je začel pojavljati tudi širši kitajski zahtevek na morje. Ena od prvih, ki je tukaj ukrepala, je bila Kitajska. Toda v tistem času sta bili na Kitajskem dve nasprotujoči si skupini. Prva je bila Republika Kitajska, ki jo je vodila nacionalistična vlada. Njihovi nasprotniki so bile komunistične sile pod vodstvom Mao Zedonga. Kljub državljanski vojni je nacionalistična vlada še vedno želela pokazati, da ima Kitajska pravico do otokov v Južno-Kitajskem morju. Zato so leta 1946 poslali ladje in uradnike na Paracelske in Spratljeve otoke. Na nekatere otoke so postavili zastavo kot znak, da si Kitajska lasti ta območja. Nato je leta 1947 Republika Kitajska izdala nov zemljevid. Na njem je bila velika črta v obliki črke U v Južno-Kitajskem morju. Črta je imela 11 črtic, zato so jo poimenovali črta z 11 črticami. Znotraj te črte so bili Paracelski otoki, Spratljevi otoki in drugi manjši otoki. Vendar ni jasno, ali Kitajska zahteva samo otoke ali tudi velik del morja znotraj te črte. Leta 1949 so komunistične sile pod vodstvom Mao Zedonga zmagale v državljanski vojni. Ustanovili so Ljudsko republiko Kitajsko na celinski Kitajski. Poražena nacionalistična vlada pa se je preselila na Tajvan in nadaljevala kot Republika Kitajska. Kasneje je Ljudska republika Kitajska odstranila dve črti iz nekdanje 11-črtne črte. Tako je bolj znana postala različica z 9 črticami. Medtem pa se je spreminjal tudi Vietnam. Dolgo časa je bila pod nadzorom Francije, toda po drugi svetovni vojni so se Vietnamci borili za svojo svobodo. Leta 1954 se je končala francoska kolonialna oblast in Vietnam je bil razdeljen na Severni Vietnam in Južni Vietnam. Južni Vietnam je nadaljeval z zahtevkom do Paracelskih in Spratljevih otokov, kmalu zatem se je v spor vključila tudi Filipini. Leta 1956 je filipinski poslovnež in kapitan ladje po imenu Thomas Kloma skupaj z svojim bratom in približno 40 možmi odšel na otoke in grebene v območju Spratli, zahodno od Palawana. Thomas Kloma je povedal, da tam nobena vlada ni bila jasno navzoča ali ni imela nadzora nad kraji, ki so jih obiskali. Zato uveljavil zahtevek do otokov in območje poimenoval Svobodno ozemlje okrožja Svoboda. Njegova skupina je na otokih postavila tudi obvestila, da bi pokazala svojo zahtevo, vendar so se Tajvan, Kitajska in Vietnam temu uprli, saj so imeli tudi sami svoje zahteve do območja. Septembra 1956 je Tajvan poslal celo vojake na otok Ituaba, enega največjih otokov v otočju Spratli. Po nekaj letih je Kloma svojo zahtevo do otokov predal filipinski vladi. In leta 1978 je Filipini uradno ustanovila skupino otokov Kalayan kot del Palawana. Kasneje sta tudi Malezija in Brunei podala lastne zahteve na nekatere dele Južno-Kitajskega morja. Zato se s povečevanjem števila držav, ki imajo zahteve, se spor še zaostruje. Ne gre več samo za majhne otoke. Vključeno je tudi vprašanje, kdo ima pravico do morja okoli njih, pa tudi do rib, nafte in zemeljskega plina, ki so tam. In eden največjih razlogov za spor je kitajska linija 9 črt. Ker ta zajema zelo velik del Južno-Kitajskega morja. Ko je nekdanja zahteva Kitajske postala linija 9 črt, so države začele postajati bolj aktivne prav na teh otokih. Ni bilo več dovolj, da so zahtevek zgolj označili na zemljevidu. Namesto tega so začeli nameščati vojake in postavljati vojaške postojanke, da bi pokazali, da imajo resničen nadzor nad otoki. Naprimer, Tajvan je namestil vojake na otok Taiping, enega največjih otokov v otočju Spratli. Ko se je vojaška prisotnost na tem območju povečevala, je Južno-Kitajsko morje postajalo še pomembnejše. Veliko trgovskih ladij namreč pluje skozi to območje, prav tako pa je tukaj veliko rib, ki so pomembne za države v njegovi okolici. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja se je zanimanje držav še povečalo, saj je obstajala možnost, da so pod morjem nafta in zemeljski plin. Zaradi tega so nekatere države postale bolj agresivne pri zaščiti otokov, ki si jih lastijo. Eden največjih spopadov v tistem času se je zgodil na Paracelskih otokih leta 1974.
Nekateri deli paracelskih otokov so bili takrat pod nadzorom Južnega Vietnama, medtem ko je druge dele nadzorovala Kitajska. Prišlo je do napetosti, ko sta obe strani poslali ladje in vojake, kasneje je to preraslo v spopad. Južni Vietnam je bil poražen in Kitajska je prevzela celoten nadzor nad paracelskimi otoki. Od takrat so paracelski otoki ostali pod nadzorom Kitajske, vendar jih Vietnam še vedno zahteva zase. Potem se je v Južno-Kitajskem morju še povečalo število vojaških postojank. Različne države so namestile vojake in objekte na otokih in grebenih, ki jih nadzorujejo. Zaradi tega je postala situacija še bolj nevarna. Ko dve državi obe zahtevata isti otok, lahko pride do napetosti, če obe želita tam namestiti svojo vojsko. Ko so se takšne težave v različnih morjih po svetu zaostrovale, je mednarodna skupnost oblikovala bolj jasna pravila glede pravic vsake države do morja. Tako je nastala Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu ali UNCLOS. Po UNCLOS-u obstaja tako imenovano teritorialno morje, ki sega do 12 navtičnih milj od obale neke države. Obstaja tudi izključna ekonomska cona ali EEZ, ki lahko sega do 200 navtičnih milj. Znotraj EEZ ima država pravico do naravnih virov, kot so ribe, nafta in zemeljski plin. UNCLOS je pomemben, ker ima jasna pravila o tem, dokot segajo pravice vsake države na morju. Tu je prišlo do težav pri zahtevku Kitajske. Kitajska 9-črtna črta namreč sega do delov morja, ki so blizu tudi Filipinom, Vietnamu, Maleziji, Bruneju in Indoneziji. Zato se je začela razprava o tem, dokot dejansko segajo pravice Kitajske v Južno-Kitajskem morju. In tukaj smo, čeprav že obstaja UNCLOS, težave v Južno-Kitajskem morju niso rešene, različne države še naprej postavljajo postojanke na otokih in grebenih, ki jih nadzorujejo. Kitajska je naredila največje spremembe. Od okoli namija leta 2013 je Kitajska začela povečevati nekatere grebene na otočju Spratly. Uporabili so ladje, da so vzeli pesek z morskega dna in ga nasuli na grebene. Na ta način je Kitajska ustvarila večje umetne otoke. Kasneje so tam zgradili tudi vzletno-pristajalne steze, radarje, stavbe in druge objekte. Vendar pa obstaja pomembno pravilo v UNCLOS-u. Samo zato, ker neka država ustvari umetni otok, še ne pomeni, da bo dobila novih 200 navtičnih milj izključne ekonomske cone. Umetni otok je otok, ki ga je ustvaril ali povečal človek. Zato mu po mednarodnem pravu ne pripadajo enake pravice, kot jih ima naravni otok. In tudi če je neko območje naravno, to še ne pomeni, da ima samodejno svojo izključno ekonomsko cono. Po UNCLOS-u, če skala ne more omogočati običajno človeško prebivanje ali lastnega gospodarskega življenja, nima svoje 200-milske izključne ekonomske cone. To pravilo je pomembno, ker je veliko spornih območij na Spratlyjevih otokih, le majhnih grebenov in skal. Zaradi tega je postalo veliko vprašanje, kolikšen del morja je mogoče zahtevati na teh območjih. Za Filipine je problem postal resen, ker nekateri deli Kitajske 9-črtne črte segajo v notranjost izključne ekonomske cone Filipinov. Zato so Filipini leta 2013 zadevo predali mednarodnemu arbitražnemu sodišču pod okriljem UNCLOS-a. Filipini niso zahtevali, da bi tribunal odločil, kdo je lastnik vseh otokov. Glavno vprašanje je bilo, kakšne pravice ima vsaka država na morju po UNCLOS-u in ali so obsežne pomorske zahteve Kitajske zakonite. Kitajska je zavrnila sodelovanje v primeru. Za kitajsko vlado tribunal nima pravice odločati o tej zadevi in bi morali Kitajska in Filipini svojo sporno vprašanje reševati neposredno, vendar se je primer vseeno nadaljeval. 12. julija 2016 je tribunal izdal odločitev. Eden najpomembnejših delov razsodbe se nanaša na črto z 9 črticami. Tribunal je izjavil, da ni pravne podlage, da bi Kitajska imela posebne zgodovinske pravice do virov v delih morja, ki presegajo pravice, ki jih Kitajski daje UNCLOS. Tribunal je prav tako preučil sporna območja na otočju Spratly v skladu s svojo pristojnostjo. Otoki in grebeni, ki so jih preučili na otočju Spratly, niso dovolj veliki, da bi imeli svojo lastno, izključno ekonomsko cono EEZ, ki bi segala 200 navtičnih milj. Vendar to ne pomeni, da je tribunal odločil, kateri državi pripada vsak otok. To ni bilo zajeto v tem primeru. Odločitev se nanaša na pravice do morja in virov v skladu z UNCLOS, ne pa na končno lastništvo otokov. Vendar Kitajska ni sprejela razsodbe. Kitajska vlada še vedno trdi, da ima Kitajska suverenost in pomorske pravice v Južno-Kitajskem morju na podlagi zgodovine in njihovega lastnega pogleda na mednarodno pravo.
Prav tako še naprej trdijo, da arbitražna odločitev iz leta 2016 ni veljavna. Tukaj lahko vidimo, zakaj je tako težko rešiti spor v Južno-Kitajskem morju. Po UNCLOS-u obstajajo jasna pravila o tem, kako se merijo pravice države na morju. Toda za Kitajsko je pomembna tudi njena zgodovinski zahtevek glede otokov in pravic, za katere trdi, da so že dolgo povezane s temi območji. Medtem pa tudi Filipini, Vietnam, Malezija in druge države uporabljajo mednarodno pravo ter lastne zgodovinske in teritorialne zahteve za obrambo svojih stališč. Zato še danes obstajajo območja v Južno-Kitajskem morju, za katera več kot ena država trdi, da so njihova. In ker so na istem območju prisotne obalne straže, vojaške ladje in ribiške ladje, lahko pride do napetosti, tudi če nihče ne želi začeti vojne. Ampak obstaja še večje vprašanje. Kaj pa, če ne pride samo do trka? Kaj, če pride do uporabe ladij, vodnih topov ali blokad? Kaj pa, če res pride do streljanja in je kakšen vojak ubit? Takrat lahko postane problem še bolj nevaren. Za zdaj večina napetosti v Južno-Kitajskem morju še ni neposredna vojna. Pogosteje prihaja do soočenj med plovili obalnih straž. Prihaja do blokad ladij, uporabe vodnih topov, trčenj, nevarno bližnjih srečanj ladij, včasih pa so vozila poškodovana in ljudje ranjeni. Države to počnejo, ker želijo pokazati, da nadzorujejo določen kraj, vendar nočejo, da bi to takoj preraslo v pravo vojno. Toda pri takšni ureditvi obstaja težava. Ko se na majhnem območju pogosto srečujejo številne oborožene ladje in vojaško osebje, lahko pride do nenačrtovane nesreče. Na primer, lahko se zaletita dve ladji. Ena stran lahko pomisli, da je druga to storila namenoma. Lahko se zgodi, da vojak odpre ogenj, ker misli, da bodo napadeni. In če kdo umre, je še težje nadzorovati odziv obeh vlad. Tam se lahko začne tako imenovana eskalacija. To pomeni nekaj preprostega. Najprej je problem majhen, nato druga stran udari nazaj. Potem bo ena stran spet udarila nazaj, dokler se spopad ne veča in veča. Naprimer, predstavljajmo si, da je prišlo do resnega incidenta med Filipini in Kitajsko. Plovilo filipinske vlade je bilo v Južno-Kitajskem morju. Kitajsko plovilo ga je blokiralo. Prišlo je do trka, nato je prišlo do streljanja in umrl je filipinski vojaški pripadnik. To ne pomeni, da se bo velika vojna samodejno začela. Prva stvar, ki jo bo Filipini naredili, je ugotoviti, kaj se je v resnici zgodilo. Ali je bil napad nameren? Ali je napad izvedla vojska? Je bila to obalna straža? Je bil ukaz izdan strani vlade? Ali je šlo le za incident, ki se je poslabšal zaradi napačne odločitve ljudi na kraju dogodka? Ta vprašanja so pomembna, ker imata Filipini in Združene države Amerike medsebojni obrambni sporazum. Ta sporazum je bil podpisan leta 1951. V skladu z njim obe državi priznavata, da je oborožen napad na eno lahko nevarnost tudi za drugo. Združene države Amerike so v preteklih letih jasno povedale, da ta sporazum zajema oborožen napad na filipinske oborožene sile, vladne ladje in letala, vključno s filipinsko obalno stražo v Južno-Kitajskem morju. Vendar pa je ena stvar, ki mora biti jasna. To ne pomeni, da bi Združene države ob vsakem spopadu samodejno poslale ameriška lovska letala in začele vojno proti Kitajski. Najprej je treba preveriti, ali se dogodek šteje za oborožen napad. To pomeni, da je treba najprej sprejeti politične in vojaške odločitve. To se lahko začne s posvetovanjem med Filipini in Združenimi državami. Amerika lahko poveča svojo vojaško prisotnost na tem območju, lahko pošlje obveščevalne podatke, nadzor, kopenske letalnike, ladje in drugo podporo. Lahko se tudi poveča zaščita filipinskih sil. Ampak če je jasno, da je bil izveden oborožen in resen napad na filipinsko vojsko ali vladno plovilo, bo pritisk na Združene države, da pomagajo, še večji, saj je to pravzaprav razlog, zakaj imata državi sporazum o medsebojni obrambi. In tukaj postane situacija še bolj resna, kajti Kitajska ni majhna država. Ima eno največjih vojsk na svetu, ima močno mornarico, ima lovska letala, ima rakete in Kitajska ima tudi jedrsko orožje. Združene države pa so prav tako jedrska sila in imajo ogromno vojsko. Zato, če bi se Kitajska in Združene države neposredno spopadle, ne bi bil več problem samo med Filipini in Kitajsko. Lahko bi bila prizadeta celotna azijsko-pacifiška regija. Ampak če bi se to zgodilo, kdo bi lahko podprl Filipine? Najbolj očitno so Združene države. Filipini in Amerika imata namreč formalno pogodbo o medsebojni obrambi. Poleg tega obe vojski že dolgo skupaj vadita na vajah Balikatan in drugih vajah.
Obstaja tudi sporazum o okrepljenem obrambnem sodelovanju ali EDCA. V skladu s tem lahko ameriške sile uporabljajo nekatere dogovorjene lokacije na Filipinih za usposabljanje, opremo in druge obrambne dejavnosti. To ne pomeni, da so te lokacije v lasti Združenih držav, to so še vedno filipinske baze. Vendar EDCA pomaga, da se lahko obe vojski hitreje uskladita v primeru nujnih primerov. Obstajajo tudi druge države, ki so tesni obrambni partnerji Filipinov. Ena od teh je Japonska. V zadnjih letih se je vojaško sodelovanje med Filipini in Japonsko še poglobilo. Obe državi imata tudi sporazum o vzajemnem dostopu. Namen tega je preprost: olajša vstop japonskih samoobrambnih sil na Filipine. In filipinske sile na Japonsko za vaje in druge dogovorjene dejavnosti. Vendar pa dogovor med Filipini in Japonsko ni pogodba o medsebojni obrambi. Zato, če bi prišlo do vojne v Južno-Kitajskem morju, Japonska ni samodejno dolžna braniti Filipine. Kaj bo naredila Japonska, je odvisno od situacije, lastnih zakonov in odločitve japonske vlade. Vendar pa je možno, da bo Japonska, če se tako odloči, zagotovila politično podporo, obveščevalne podatke, opremo, logistiko ali drugo pomoč. Še en tesen partner Filipinov je Avstralija. Avstralska in filipinska vojska prav tako redno izvajata skupne vaje. Obe državi imata sporazum, ki njunim silam omogoča izvajanje skupnih dejavnosti na ozemlju druga druge. Toda tako kot Japonska, tudi Avstralija nima sporazuma, kot je vzajemni obrambni sporazum med ZDA in Filipini, ki bi samodejno pomenil enako zavezo. Zato tudi ni mogoče zagotovo reči, da se bo Avstralija pridružila vojni. To je odvisno od razloga konflikta in odločitve avstralske vlade. Obstaja še ena pomembna stvar. Filipini, Združene države, Japonska in Avstralija trenutno skupaj izvajajo nekatere vojaške in pomorske dejavnosti. Namen tega je, da se njihove sile navadijo delovati skupaj in ohranjajo varnost v Indo-Pacifiku. Zato, če pride do velike krize, je tem državam lažje usklajevati svoja dejanja. Vendar to še vedno ne pomeni, da se bodo vsi štirje samodejno skupaj vključili v vojno. Kaj pa druge države v jugovzhodni Aziji? Vietnam ima tudi svoje težave s Kitajsko, ko gre za Južno-Kitajsko morje. Vietnam prav tako uveljavlja zahtevek do Paracelskih in Spratlyjevih otokov. Malezija in Brunei prav tako uveljavljata zahteve na nekaterih delih morja. Indonezija pa ima spor s Kitajsko glede pomorskih pravic v bližini otokov Natuna. Toda to ne pomeni, da bodo te države samodejno podprle Filipine, če bi prišlo do vojne med Filipini in Kitajsko. Vsaka država ima svoje interese in svoje odnose s Kitajsko. In veliko držav jugovzhodne Azije ima tudi obsežno trgovino s Kitajsko. Naprimer, neka država lahko podpira stališče Filipinov glede mednarodnega prava, vendar pa noče poslati svojih vojakov v vojno. Možno je tudi, da bodo pozvali k premirju in pogajanjem, namesto da bi takoj izbrali stran. Tako je tudi z ASEANom. ASEAN je skupina držav jugovzhodne Azije, ki sodelujejo na področju gospodarstva, diplomacije in regionalne varnosti, vendar to ni vojaška zveza, kot je NATO. V ASEANu ni pravila, da bi v primeru napada na enega člana vse druge članice samodejno šle v vojno. Zato, če bi prišlo do oboroženega spopada v Južno-Kitajskem morju, bi ASEAN najverjetneje najprej poskušal preprečiti širitev vojne z diplomacijo. Zdaj pa, kdo bi lahko podprl Kitajsko? Tudi tukaj je treba biti previden. Kitajska in Rusija sta si blizu na številnih področjih. Njuno vojaško, gospodarsko in politično sodelovanje je globoko. Redno izvajata tudi vojaške vaje. Vendar to ne pomeni, da ima Rusija samodejno obveznost, da se bori za Kitajsko v Južno-Kitajskem morju. Zato ni prav, da takoj pomislimo, da bi spopad med Filipini in Kitajsko samodejno pomenil Kitajsko in Rusijo proti Filipinom in Ameriki. Prava geopolitika je bolj zapletena kot to. Rusija lahko podpira Kitajsko v diplomaciji, lahko pride do gospodarskega ali vojaškega sodelovanja. Ampak ali bi se Rusija res pridružila vojni, je že druga odločitev. Kitajska ima tudi tesne odnose s Severno Korejo. Obe državi imata staro pogodbo o prijateljstvu in medsebojni pomoči. Toda tudi tukaj to ne pomeni, da bo Severna Koreja samodejno poslala vojake samo zato, ker je prišlo do pomorskega spopada v Južno-Kitajskem morju. To je odvisno od natančnega razloga za vojno in odločitve njihove vlade. Zato, če vprašate, kdo so zavezniki, je najpreprostejši odgovor takšen. Na strani Filipinov imajo Združene države Amerike najbolj jasno pogodbeno zavezo.
Japonska in Avstralija sta tesna obrambna partnerja in lahko pomagata, vendar njuna vključitev v vojno ni samodejna. Vietnam, Malezija, Brunei in Indonezija imajo tudi svoje interese v Južno-Kitajskem morju, vendar se niso dolžni boriti za Filipine. Na kitajski strani ima Kitajska tesne partnerje kot sta Rusija in Severna Koreja. Vendar tudi te države ne bodo samodejno sodelovale. In tukaj lahko odgovorimo na večje vprašanje. Kaj se zgodi, če pride do vojne v Južno-Kitajskem morju? Tretja svetovna vojna takoj? Ne. Majhen oborožen spopad še ne pomeni samodejno tretje svetovne vojne. Možno je, da pride do omejenega spopada na enem grebenu ali otoku in nato se obe državi ustavita. Možno je tudi, da posreduje druga vlada. Možno je, da pride do izrednega sestanka. Možno je tudi, da se ladje umaknejo, da se težava ne bi še povečala. Pravzaprav je velik del tega, kar danes počnejo vojska in diplomati, namenjen temu, da preprečijo večjo vojno. Vendar pa lahko postane bolj nevarno, če pride do zaporednih stopnjevanj. Naprimer, če bi bil napaden filipinsko plovilo in bi se na to vključile Združene države Amerike. Če bi Kitajska napadla ameriške ladje. Če bi Združene države Amerike odgovorile z napadom na kitajske vojaške baze in če bi še več držav začelo pošiljati svoje vojaške sile. Takrat bi se lahko konflikt razširil. In ni samo Južno-Kitajsko morje tisto, na kar moramo misliti. Blizu je tudi Tajvan. Kitajska in Združene države Amerike imata tudi glede Tajvana velike napetosti. Zato, če bi prišlo do velike vojne v Južno-Kitajskem morju, medtem ko bi bila tudi kriza na Tajvanu, bi bilo stanje še težje nadzorovati. Spopadi bi se lahko pojavili na številnih območjih v Zahodnem Pacifiku. Lahko bi bila prizadeta tudi Japonska. Lahko bi bile prizadete ameriške vojaške baze v regiji in lahko bi bila prizadeta tudi sama Filipini, saj so tu območja, ki se uporabljajo za obrambno sodelovanje z Združenimi državami. Toda preden bi sploh prišlo do uporabe jedrskega orožja ali tretje svetovne vojne, bi že velik konflikt v Južno-Kitajskem morju imel ogromen vpliv. Prva stvar je ladijski promet. Južno-Kitajsko morje je izjemno pomembna pot za mednarodno trgovino. Tukaj potuje ogromno kontejnerskih ladij in tankerjev, ki prevažajo nafto, surovine in izdelke. Če bi prišlo do vojne, bi se lahko komercialne ladje izogibale območju konflikta. Pot nekaterih ladij bi se podaljšala, stroški za gorivo in zavarovanje bi se povečali. In ko se povečajo stroški prevoza izdelkov, se lahko zvišajo tudi cene blaga. Tega ne bosta občutili le Filipini in Kitajska. To lahko vpliva tudi na Japonsko, Južno Korejo in Indijo, države, ki so odvisne od pomorskih poti v regiji. Lahko se pojavijo tudi težave v tovarnah, če bo težko priti do surovin in elektronskih delov, ki jih potrebujejo. Lahko se tudi zvišajo cene nafte, če pride do zamud tankerjev. In ko se podraži gorivo, lahko temu sledijo tudi cene prevoza, hrane in drugih izdelkov. Druga stvar je ribolov. Milijoni ljudi v državah okoli Južno-Kitajskega morja so odvisni od morja za hrano in delo. Če bi del tega območja postal vojna cona, ribiči ne bi mogli kar tako odhajati na morje. Lahko bi izgubili svoj vir preživetja, prav tako bi se lahko zmanjšala zaloga rib na tržnicah. Tretja stvar je vpliv na navadnega Filipinca. Če bi prišlo do velikega vojaškega spopada, to ne pomeni, da bodo vsa območja na Filipinih postala bojišče. Vendar pa bi lahko to vplivalo na gospodarstvo. Cene goriva bi se lahko zvišale. Trgovina se lahko upočasni, turizem se lahko zmanjša, lahko pride do težav, lahko tudi pri delu in poslovanju. In če se vojna res razširi, bodo vojaške baze, letališča in pristanišča na Filipinih postala zelo pomembna. Zato obstaja velik razlog, zakaj si države ne želijo, da bi prišlo do te točke. In obstaja še ena stvar, ki še bolj povečuje nevarnost kakršnekoli vojne med Kitajsko in Združenimi državami. Obe državi imata jedrsko orožje, toda to ne pomeni, da bosta takoj uporabili jedrsko bombo, če pride do spopada na morju. Uporaba jedrskega orožja je zelo velik korak. Obe državi vesta, da je težko vedeti, kje se bo končala jedrska vojna, če se enkrat začne. Zato bosta verjetno najprej poskušali omejiti vsak konflikt. Prava nevarnost je napačna presoja. To pomeni, da ena stran napačno razume, kaj počne druga stran. Naprimer, ena država misli, da je neka vojaška poteza le opozorilo, toda za drugo državo to že izgleda kot priprava na velik napad, zato se bo tudi ona pripravila na napad. To bo prva država opazila in si mislila, da so njeni sumi upravičeni. Na ta način se lahko vojna razširi, čeprav nobena država sprva ni želela začeti velike vojne.
To je razlog, zakaj je komunikacija med vojsko in vlado izjemno pomembna. Ko pride do trka na morju, je treba hitro ugotoviti, ali je šlo za nesrečo ali za namerni napad. Ko nekdo odpre ogenj, je treba ugotoviti, ali je odločitev sprejel le lokalni poveljnik ali pa je bil ukaz izdan s strani nacionalne vlade. Ker včasih lahko že malo časa za pogovor pomeni razliko med majhnim incidentom in veliko vojno. Zato tudi ni preprosto vprašanje, kdo bo zmagal. Kitajska je zelo močna, ker je Južno-Kitajsko morje blizu njene lastne obale. Za Kitajsko je še lažje uporabljati vojaške baze, lovce in rakete s celine ter iz baz, ki jih je zgradila na otokih, toda tudi Združene države so močne. Na morju in v zraku ima veliko mrežo zaveznikov in vojaških baz v Pacifiku. Med njimi so tudi Filipini, katerih lega je zelo pomembna, saj je država blizu Južno-Kitajskega morja in Tajvana. Zato, če pride do velike vojne, ni preprostega scenarija, kjer bi ena stran hitro zmagala. Obe strani bi lahko izgubili veliko ladij in letal. Možno je, da bi umrlo na tisoče vojakov in še preden bi bil jasen zmagovalec, bi bila škoda za gospodarstvo in varnost celotne regije že zelo velika. Zato najpomembnejša točka ni, kdo je močnejši. Bolj pomembno vprašanje je, kako preprečiti, da bi sploh prišli do točke, ko bi to morali ugotoviti. Trenutno se še naprej krepi obrambno sodelovanje Filipinov z Združenimi državami Amerike, Japonsko in Avstralijo. Hkrati Kitajska še naprej krepi svojo prisotnost v Južno-Kitajskem morju. Toda čeprav obe strani krepita vojaške priprave, to še ne pomeni, da si želita vojne. Na območju, kjer je veliko ladij, vojakov in nasprotujočih si zahtevkov, se močna vojska uporablja tudi kot sredstvo odvračanja. To pomeni, da želiš nasprotniku pokazati, da bo cena napada nate previsoka. Težava pa nastane, ko to počneta obe strani, saj se tako na terenu srečuje še več vojaških sil. Zato je Južno-Kitajsko morje kot kraj, kjer države hkrati počnejo dve stvari. Pripravljajo se, čeprav si ne želijo vojne. Hkrati pa tudi poskušajo preprečiti, da bi do vojne sploh prišlo. In tukaj lahko vidimo, zakaj so majhni otoki in grebeni, o katerih smo govorili od začetka, tako pomembni. Ne zato, ker bi imeli veliko zemlje, ampak zato, ker so sredi morja, ki je pomembno za trgovino, hrano, energijo in vojaško varnost številnih držav. Ena napačna odločitev na enem od teh grebenov je lahko le majhen lokalni incident. Toda če se napačne odločitve vrstijo, lahko to potegne Filipine in Kitajsko v večji konflikt. In ker ima Filipini pogodbo z Združenimi državami in ima veliko drugih držav interese v regiji, se lahko učinki tega razširijo tudi zunaj Južno-Kitajskega morja. Ne moremo reči, da bo to samodejno privedlo do tretje svetovne vojne. Toda prav to je razlog, zakaj je spor v Južno-Kitajskem morju tako resen. V najslabšem scenariju lahko preprost spor za majhen greben postane začetek konfrontacije med nekaterimi najmočnejšimi vojaškimi silami na svetu.